Med različnimi predlogami aktivnosti iz Smart Laba oziroma ikonice dejavnosti je na voljo tudi predloga Izpolnite prazna polja, v katero je mogoče vstaviti tako besedilo s črkami, kot tudi besedilo oziroma števila. Kako aktivnost deluje? Zgoraj je besedilo, ki ima različne okvirčke, v katere je potrebno vstaviti manjkajoče, torej v tem primeru števila, v tistem, kaj sem ga najprej pokazala, pa besede. Lahko označimo tudi besedne zveze, ni potrebno, da je ena beseda oziroma eno število. Zdaj v tem primeru to gre tako, bom probala tudi napačno odgovoriti. Tako. Tako, jaz sem v tem primeru izbrala, da mi na koncu preveri odgovore, lahko pa bi pripravila aktivnost tako, da sproti preverja odgovore, kar pomeni, da ko bi jaz imela tukaj en ta element in bi ga želela nekam povezati in če bi bil napačen, bi mi ga vrglo sem nazaj dol. Vam bom to pokazala v nadaljevanju. Ko odgovorim oziroma vstavim samo manjkajoča polja, pritisnem preveri odgovore, vidim, da jih imam kar nekaj napačnih. Lahko jih tudi zamenjam. 40, 6, 12, 18, 24. Preveri odgovore, zdaj še imam samo 2 napačna. Tako. Preveri odgovore, zdaj pa so vsi pravilni. Tako lahko učenci tako dolgo rešujejo, dokler vsega ne izpolnijo pravilno. Zdaj lahko tukaj pritisnem na pregled, lahko pa bi pritisnila na razveljavi. Zdaj lahko razveljavi tudi tukaj zgoraj pritisnem. Ti gumbi so enaki kot pri vseh aktivnosti. Prvi je za vklop zvočne podlage, drugi je za razveljavitev rešene aktivnosti, tretji pa je za urejanje dejavnosti. To pomeni, da bi lahko izbrala recimo druga števila, lahko bi nekatere tudi izbrisala. Zdaj maksimalno število teh, ki jih lahko izberemo, je 10. Tako da prej, recimo zdaj več ne morem pritisniti, ker sem jih že 10 izbrala. Če pa enega izbrišem, potem lahko tudi novega vstavim. Maksimalno število znakov, ki ga lahko vpišem v to polje, je 300. To bom še vam tudi kasneje pokazala, ko bom vstavila. Tukaj desno pa se preveri, kdaj želite, da se odgovori preverjajo. Zdaj jaz sem imela je tukaj izbrano o pozivu, lahko pa imam izbrano tudi takoj. Naslednji izberem temo oziroma ozadje z zvočno podlago in pritisnem dokončaj. Zdaj vsaka tale tema ima različno zvočno podlago. Zdaj tale je recimo nima. Ob strani imate možnost, da se učenci povežejo s svojimi napravami, lahko tudi od doma. Grejo na spletno stran hellosmart.com, pišejo številko, ki se tukaj pojavi. Zdaj, ko se vi vpišete s svojim smart računom, se vam kreira identifikacijska številka, ki je potem vedno enaka in učenci vedno za enako številko dostopajo do vaših gradiv. Ko želite, da se pričnejo s reševanjem, pritisnete na začni. Zdaj, to, kaj oni delajo na napravah, vi ne boste videli, je pa ta recimo aktivnost primerna, da ponavljajo. Prav tako pa ima ta igra različne elemente igre, ki so podrobneje opisani tudi v drugem triku in nasvetu. In si jih lahko tudi ogledate. Tole je torej izpolnjevanje manjkajočih števil. V tem primeru pa je potrebno vstaviti v prazna polja recimo opis fantka v angleščini. Zdaj bom jaz
tako in potem tako naprej. Zdaj tukaj sem še vam želela pokazati, če se vrnem, kako izgleda, če imate nastavljeno, da sproti preverijo rešitve. Če je pravilno, se takoj pojavi kljukica, če pa vstavim napačno, pa ga v bistvu vrne nazaj. Kje pridete do tele predloge? Tako kot do vseh ostalih predlog dostopate v orodni vrstici in sicer pod ikonico dejavnosti oziroma Smart Lab, če do tega dostopate v programski opremi v oblaku, kjer je angleški jezik. In pa tukaj kar tale prva predloga, izpolnite prazna polja. Zdaj vi lahko vpišete besedilo, lahko pa bi ga tudi skopirali od koderkoli, recimo iz spleta. Kopiram besedilo, se vrnem nazaj, lahko pritisnem na desni miškin gumb oziroma CTRL in V kombinacijo na tipkovnici in besedilo je vpisano. Zdaj, če bi besedilo bilo predolgo, se bi pojavilo tukaj svetlo sivo in bi bilo preveč in ga tudi ne bi pokazalo. Tako, zdaj pa imam dovolj. Ko imam besedilo vpisano, moram pritisniti tukaj na opredeli prazne prostorčke. Torej 10 elementov lahko izberem, ki jih je potrebno vstaviti. Tako. Recimo. Tukaj, če pritisnem na tale moder krogec, lahko povečam besedo oziroma spremenim v besedno zvezo. Zdaj še bi lahko označila 10 oziroma 5 praznih polj. Ko končam, ni potrebno, da zapolnim vseh 10, lahko jih tudi manj, najmanj pa je potrebno 2 označiti. Ob strani izberem, kdaj želim, da se preverijo odgovori, je odvisno od naloge. Jaz največkrat izberem prvo opcijo ob pozivu. Naslednji in pa izberem temo, ki želim, da je v ozadju. In aktivnost je pripravljena za reševanje.